Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v nadaljevanju spoznavanja in odkrivanja pravljične Irske. Za tiste, ki nas spremljate prvič, jaz sem moderator Tile Nipič, z mano pa je aktivni prostovoljec in popotniški navdušenec Matic Štemberger. Popotniški snap organizira in izvaja Popotniško združenje Slovenije s sodelovanjem javnega zavoda Mladi Maribor. V prejšnjem delu smo geografsko spoznali Irsko, se dotaknili tudi njene zgodovine, tako Keltov, tudi Vikingov, in smo ostali v Dublinu. Sedaj pa se bomo kar odpravili dalje na pot. Torej, Matic, mogoče... Čau, pozdravljeni. Pozdravljeni v oddaji še enkrat in mogoče nam lahko začetek kar predstaviš Dublin, oziroma tam, kjer smo nazadnje ostali. Tako. Ja, nazadnje smo se vrnili potem iz muzeja Dublini, ki je dokaj blizu centra. In potem nas je pa pot vodila na O'Connell Street. Se pravi, O'Connell Street je, ko Prešernov trg v Ljubljani, ali kaj takšnega. Se pravi, en center mesta, recimo. To je tista glavna avenija. Zdaj, kdo je tak O'Connell? Prej smo govorili v prejšnji epizodi, oziroma v prejšnjem delu o irski ustaji, irski osamosvojitvi. On je bil en teh ključnih elementov pri irski osamosvojitvi. Tako. In je res, če se že navežemo na to osamosvojitev, mi slikic mi ne pokaže, če lahko samo... Evo, zdaj se vidi. Tukaj imamo recimo ta O'Connell Street, vidimo res taka široka avenija, drugače po Dublinu ni takih velikih ulic, ta prav taka, recimo specifična. Tukaj na koncu tega O'Connell Streeta pridemo do reke Liffey, se pravi, tako po dolžini poteka potem reka Liffey in je promet po vsakem eno smer, se pravi, po desnem bregu poteka navzgor, po levem bregu poteka navzdol. Na tem O'Connell Streetu, ko smo govorili o osamosvojitvi, tukaj vidimo to stavbo, ki izgleda kot en grški tempelj, s temi stebri. To je stavba stare irske pošte, poštna stavba, in ima nekako podobno vlogo, kot jo imamo mi Slovenci, recimo, kot jo ima za nas Narodni dom v Trstu. Tudi med to vstajo je bila ta pošta požgana, do tal. Samo je bila pa tako kot en simbol te irske neodvisnosti in so jo potem s tem razlogom obnovili. In je pa obnovljena prav v istem stilu, tako za pogledati je res taka mogočna stavba. Zdaj sicer pošta v njej ne deluje več, ima je pa tako za turizem, se da kupiti vse te neke znamke. Je torej v njem tudi kakšna muzejska zbirka mogoče, ali pa kakšna takšna institucija? Ja, to ne bi znal zdaj povedati, verjetno je. Verjetno je, glede na to, da gre za stavbo takega zgodovinskega pomena, zagotovo kaj je. Mi smo si sicer ogledali samo prekliče, ker je bila včasih ta poštna poslovalnica. In je zanimivo, to je značilno ne samo za to. Nasploh so imele včasih pošte vse rešetke. Ti si prišel noter in so bile, na pultih so bile povsod rešetke. Zakaj? Zato, ker pošta je bila včasih kot en center tudi za finančne posle. Tudi vsa denar in vse je šlo čez pošto, tako da te stare pošte so čisto druge, recimo, kot smo jih bajali zdaj. Je pa nad vrati, in to sicer ne na pogosto, se ne pojavlja dostikrat nad vrati, je pa tle na tej pošti prav na specifično vodič opozoril, irska harfica. Se pravi, harfa kot en simbol. Vemo, da pač tudi na pivi Guinness, na Ryanairu, posebej tudi na teh komercialnih vidimo to harfo. Izvira pa to iz 13. stoletja, ta simbol harfe, in jo povezujejo Irci s tem Brianom Borujem, ki je bil eden najbolj takih plemenitih in uspešnih irskih kraljev, so bili Irci ponosni nanj, in ker je bil tudi dober harfist, je potem nekako v spomin nanj bila potem ta harfica dana kot simbol Irske. Je pa, tako ponovadi človek ni pozor, ne bi rekel harfa kot harfa, imajo prav določeno, da za državne simbole, in ker se uporablja za državne namene v skladu z zakonom in to, je tisti lok harfe na levi strani, za vse, kar je komercialnega, je lok na desni. Tako oni tu ločujejo, da se pač ne bi tipo izrodil pomen tega simbola. Zelo zanimiva zgodba v ozadju enega izmed najbolj teh pomembnih simbolov, ko se ponovadi ne vprašamo niti, kakšen pomen ima to, oziroma da je to dejansko harfica.
Načeloma simboli naj bi bili premišljeno izbrani, ne? Tako da imajo zagotovo neko trdno ozadje za sabo. Ne? Potem na tem O'Connell Streetu itak mrgoli teh avtobusov, double-deckerjev, tramvajev za prevoz, tudi če gremo v lastni režiji, super, kot smo rekli že zadnjič. In na sredini tega, ne vem, če imam sliko, stoji pa ta Spire, se pravi, tako ga imenujejo, Spire oziroma ta špica, je 120 metrov visok iz inoxa oziroma nerjavečega jekla visok spomenik. In so ga postavili v času, ko je šlo irski gospodarsko zelo dobro, se pravi na prelomu stoletja. Ne? Takrat vemo, Irska je tudi sedež različnih multinacionalk in tega, ne? Takrat so imeli oni en velik vzpon, ne? In so potem v simbol na to dali takrat tudi malo iz pretiravanja, verjetno potem ta stolp, ne? Sicer naj bi eno čiščenje komplet zdaj koštalo par milijonov, ko ga treba očistiti. Dobro, ne? Tudi irsko gospodarsko, recimo, najprej smo govorili že o odvisnosti od Angležev in tudi, ne, da so bili podjarmljeni in oni so imeli krizo, mislim, so si težko pomogli potem še dolga leta, ne, nam je Vodic znal povedati, recimo še v 70-ih, 80-ih, ko je on začel delati, da so po hotelih delili letake, varianta pomagajte državi, ne, dajte kaj denarja, dajte investirati v državo, ne, in potem dvom, ne, mi, da bi šli to delati, tipo, ne, bi prosjačili ljudi, da pomagajo državi, ampak njim je potem na ta način dejansko uspelo, ne, in so potem ljudje dali posojilo za državo in si je država potem zelo pomogla, ne. Velik boom je bil spet pol, se je pomagalo recimo, ko se je Irska odcepila iz Evropske unije in je potem tudi, ker je bilo potem zaradi zakonov in vsega težje, ne, je potem ene stvari lažje preseliti na Irsko, ne, ker je bila pa najbližje tam. Tako, evo. Torej, Irska se je iz države, ki je bila v veliki krizi, torej previla v eno pomembno gospodarsko središče, ne, res, sploh na legi tudi, ne, za vstop v Evropo, za vsa ta podjetja. To se tudi lepo v članku je opisano, če koga zanima, lahko prebere oba dva članka, ki jih je Matic napisal v spletni reviji Globetrotter, no, ker je tudi vse pojasnjeno, vse to, kar tudi danes govorimo. Dobro, no potem iz tega O'Connell Streeta, ne, iz te avenije, smo potem se preselili na drugo stran reke, ne, to je tam, kamor je tudi več teh modernejših stavb in tega. Tukaj recimo je še ta avtobus, o katerem smo prej govorili, ne. In smo šli čez ta Halfpenny Bridge, ne. To je tak en starejših mostov, ne, govorili smo prej, da večinoma so za transport čez reko uporabljali splave, ne, te brodarje, ker je bilo cenejše, ker tudi mostovi so si računali mostnino, ne, in zdaj ta Halfpenny Bridge, kot mu imenujejo, ne, je dobil ime lih po tej mostnini, ki je znašala half penny, ne, oziroma pol penija. Tako da, sicer pa mostov ni bilo dosti. Ta ima tako zgodbico, zanimivo, ne. Potem čez ta Halfpenny Bridge, malo levo desno, se najde Temple Bar, to je ena četrt v Dublinu, ki je znana po pubih, ne, po pubih. Tam je ful teh pivnic, ki laufajo že od jutra do večera. Mi smo bili tam, ne vem, smo prišli nekaj predpoldne, ne, ker ne bi nič pričakoval. Tam je že ludilo, igrajo notri, je res dobro, res se vidi tudi, da je dosti za turizem, je zanimivo, ne. Tle recimo, prej smo na hitro omenili Guinness, ne, to je tudi svetovno ena bolj znanih piv. In je pa tudi tako temno, suho pivo, ne vem, ko rečejo temu stout, mi se zdi stout, ne vem, ko se prav naglasi, v glavnem ni ta lager naš, ne, ki je malo drugačen, tudi točenje piva, prvih točijo na 3/4, počakajo, potem natočijo do vrha in ne boste pa zasledili na Irskem nikjer krigljev, ne, tako imamo mi s ročaji, prvih točijo vse v te navadne kozarce, ne, ki pa merijo en pint, ne, čakaj, vse sem prav rekel, ja, pint je. Količina za pivo, ki znaša tam dobrega pol litra pa še nekaj, no, prav imamo te pinte označene. Tako da je pa taka. Tukaj lahko vidimo torej ta simbol, to harfico, ne, in kot se povedal, komercialni simbol ima to prečko. Tako, ima ta lok prečko ima na desni strani, ne, ker je pa državnih simbolov pa imajo na levi, tako. Na tej točki bi te mogoče tudi vprašal glede tega utripa, kot Dublina, kot mladinskega mesta, študentskega mesta. Kak je utrip z mladimi v tem mestu?
kot si ga ti mislim, doživel? mi neki dosti izkušenj nismo imeli, ker smo bili v Dublinu večinoma po dnevi, ne, ker smo imeli nastanitev bolj ven iz Dublina in pol si nismo mogli dosti po noči provoščiti. Ma je, že v teh pubih je zanimivo, zelo pač tle, ni samo za tle pride od študentov, odraslih, penzionistov, lih tudi da tisti čar, ne, drugače, ker je kakšnih klubov in to je valjda bolj na obrobju, ne, v centru tega ni. Ma se mi zdi, če se že pride na Irsko, se splača prav kakšen pub poskusiti. Ne, oni tipično, ne vem, z bogatim lesenim šankom, WC je ponovadi nekje v kleti, strop 1,5 metra visok, tako da se mora sklanjati. Ma ne, je zanimivo, je za probati. To je takšen trip, ja. Je. In tako, ne vem, piva stane 5 evrov, recimo, ni taka stvar, ajde. Za neko zahodno Evropo, to je normalna cena, ne, recimo 4 do 5 evrov. Ok, potem naprej od tega smo se sprehodili mimo tega kipca, ne, na prvi pogled, ok, neka ženska, je pa tu Molly Malone, tu je en njihov mitološki junak, neka legenda, bi lahko rekli, to je v bistvu bila prodajalka morskih sadežev in rib in tega in ne bi pač bila lomilka ženskih src, tu naj bi se ukvarjala tudi z najstarejšo obrtjo na svetu, je pa končala precej klavrno, naj bi pač umrla od vročice in potem zdaj to njeno samokolnico s to šajtrago pa poriva po mestu zdaj njen duh, ne, in kao, da če se prav posluša, da se čuje to šajtrago okoli še zmeraj. In imajo tudi dosti pesmi, je ta Sweet Molly Malone, mi smo jo znali vsi pol na koncu na pamet, tako da, dosti imajo, ne, tega, ne vem, tudi Tristan in Izolda, ki je ta roman, tudi je povezan z Irsko, potem St. Patrick, ne, Sveti Patrik, njihov svetnik, prav tako, ne, on ne bi bil v bistvu misionar, ki je prišel iz Britanije, ampak so ga potem Irci vzeli za svojega in so ga zahtevali nazaj, ne. St. Patrick, ok, potem tle smo nadaljevali po tej poti do Grafton Streeta, tu je še ena večja ulica v Dublinu, ki je znana po trgovinah, trgovski dejavnosti. Tle je dosti tudi teh lokalov in tega, brez take svetovne trgovine, no, različne marke, ne vem, za otroke zanimivo, od Disneyja trgovina, Lego trgovina. Je tako, tle je pravni živžav, no, mestni. Tako da. Grafton Street, tle na koncu Grafton Streeta je en čudovit park s fontanami in to sicer tam nisem slikal nič, mi je malo žal, je tudi čudovito zdaj pogledati. Tako, ok. Verjetno tudi ena najbolj turističnih, ne, ulic. Ja, tako. To si pride ogromno turistov gledati, sigurno. Tisti, ki ima bolj polno denarnico, tudi kaj potrošiti. Ja, tako. Zdaj za navadne smrtnike dobro, kaj si kupiš, greš v pekarno in na eno pivo. Ne, no, pač jaz, ko potujem, načeloma mi dobro, kaj gremo probati, ne, tudi njihove hrane in to ni za njih hrana prioriteta. Zdaj, zdaj v bližini tega Grafton Streeta, malo naprej, v smeru toka reke Liffey, potem se nahaja Trinity College, to je en starejših koldižev oziroma univerz na svetu. Res taka zanimiva arhitektura, včasih prav, ne vem, ta stavba recimo tle na desno naj bi bila za profesorje, ena za ta pridne dijake, ena za slabe dijake. Tle na sredini imajo, ki je ta stebr, ta stolp je kapelca in po vraževirju naj se ne bi hodilo tukaj skozi ta podhod, ker to pol študentu prinaša nesrečo, tako da študenti načeloma jih ni okrog te kapelce, ki prinaša nesrečo. In je pa ta koldiž bil prej seveda pod nadzorom logično britanske krone in je zato tudi bila prioriteta tukaj za protestante, ne. Katoliki niso imeli tukaj vstopa še v 20. stoletju, recimo, ne. Tako da je bila res kar prioriteta, da si prišel na ta Trinity in še zdaj velja, no, za eno bolj takih prestižnih univerz. Kot si prej povedal, v izogib slabim ocenam na izpitih, recimo, so morali študenti podati po travi mimo te kapelice. Ja, ker pač Na nekaterih univerzah je bilo to dovoljeno, recimo, te zgodbe, ne, Cambridgeu pa to, da so le profesorji lahko po tej travi sprehajali, ne študenti. Ja. Ne vem, pol je bilo pa treba iti okrog in okrog po pločniku. Ja, tle tudi to travico zelo negujejo, ne da ne.
Okay. Zanimivo. Dobro, ja. Tukaj v tem Trinityju, keď se tle potem za noter je valjda zaplačati, ne, nič ni zastonj, se pa splača iti pogledati ta long room, oziroma to dolgo sobo. To je v bistvu ena knjižnica, dolga 45 metrov, ne, lažem, 65 metrov. 65 metrov ima dolžino, v višino ima 15 metrov. Res je ogromna stvar za pogledati, tako da bi prišel, ne, on je en film s Harryjem Potterja, te ogromne police pri strani, ne, je pa večinoma izpraznjena, ne, zato ker original knjige čuvajo pač v teh posebnih skladiščih, ki mora biti ustrezna vlaga in bla, bla, bla. Ma je še zmeraj zanimivo za videti, no, tle so doprsni kipi enih najpomembnejših znanstvenikov v zgodovini, no. Zdaj v zadnjih letih so začeli dodajati tudi ženske, ne, prej so bili samo moški. Tako da ne, je zanimivo. Tle v tem v Trinityju shranijo tudi Book of Kells, ne, to ni Kelc, tipo keltska knjiga, ampak kelska, ne, tipo knjiga iz Kelsa, ne. To je, kot da bi rekli, neki irski brežinski spomeniki, ne, taka zgodovinska knjiga, ki jim zelo pomeni, no. Sicer za ogled se mi zdi, da je možen, samo spet je ful za čakati, tudi to je zelo polomejeno, tako da. Imajo povod. Takšna atrakcija za intelektualce. Ja, Tudi Škotske mislim, imajo, ne. pač folk dere na ta Book of Kells, tam, ki smo bili, to je bila gužva, vrsta smo rekli, ma ne gremo mi gledati knjige, ki pač nam ni bilo toliko, ne, verjamem pa za kakšne navdušence, da je pa zagotovo top, ne, tudi eno dvorano, tako, tudi zraven tega Trinityja je zgrajena ena hala virtualna, je pač noter vse virtualno, tudi ta long room, in imaš noter pol predstavitev cele te Book of Kells, kako en film, no, tako 3D ti projektorji vseh strani, res je zanimivo za pogledati, no. Za tisto malo vstopnine, ki je, ma se splača pogledati. To je tudi napram bolj digitalizirano, oziroma ni tako, lahko bi rekli, na prvi pogled, mogoče bolj ne turobno, ampak dolgočasno, no, na nek način so se nekako popestrili, ne, ponudbo, če že čakaš tako dolgo v vrste, to da vidiš knjigo. Ja, itak. Čeprav to te povzame, pač, ker to je megalomansko in tudi če je tako starinsko in pusto, že od te veličine, ne, napolni človeka, bi lahko rekli. To ima posebno čas. Potem tukaj smo nadaljevali pot na zahodno obalo, v mesto Galway. To je tako manjše, prijetno mestece, tudi dokaj polno ljudi. Ta Galway je znan po izvoru besede linč in bojkot. Ne? To so take dve besede, spet, ko smo prej govorili o simbolih, ne, da ima vse neko ozadje, ne, tudi te besede, recimo linč, ne. V tem mestu se nahaja brat Linč, ki je poimenovan po tej družini, ki je vladala v tem mestu. In ta sin od tega Linča naj bi ubil nekega španskega mornarja, s katerim so bili oni sicer zavezniki, ne, in ker je pač njegov oče dal tako obsodbo, da je treba vse, ki so krivi ubiti, je mogel ubiti lastnega sina, ne, in iz tega pol nastalo to linčanje, ne, se pravi, ga je linčal. Ne, bojkot pa izvira iz enega pobiralca davkov, ki se je klical Bojkot, in potem, ker so se mu enkrat pač kmetje uprli, ker jim je kočil kufr, so pač ga bojkotirali, ne, tako da iz tega pol pride. Ja, v Galwayju ne bi bil tudi, tako, v Galwayju ne bi bil tudi Krištof Kolumb, tle je cerkev, čakaj, kako se kliče že cerkev, Sveti Nikolaj, ne, Miklavž, je Miklavžova cerkev Svetega Nikolaja in v njej ne bi bil Krištof Kolumb, ker se je tle ustavil, ker je rabil še mornarjev za napot, ni imel zadosti mož, je prišel sem iskat mornarje in ne bi šel še v to cerkev ene dve zmoliti za srečno pot. Zelo zanimivo. Veliko smo izvedeli zdaj o dediščini tega kraja, no, tudi je zanimivo, znane besede. Tako, tle po teh ulicah pride dosti stojnic z muziko, je res tako živo, ne, super je za pogledati ta Galway. To je na zahodni obali, ne, se pravi, tista stran, ki gleda proti oceanu, tako da potem, pot smo nadaljevali potem še proti oceanu, obeni ob morski poti, ko recimo zgleda zahodna obala. Ponekod se tako, ker obala poleže v morje, ne, malo naprej, potem pa začnejo tisti klifi mogočni. Je pa res, ne, tle oceansko podnebje, je klima druga, kot smo ga vajeni mi tle v morju, ne, jaz sem primorc, pa če imam morje tle skoraj vsak dan, to čisto druga stvar, ne, tle, ki si.
je pa taka slikovita pokrajina, ne, tista oska cestica, moliš Boga, da se ne bo avtobus zvrnil, je pa super za iti. Evo, ko smo govorili do Klifov, ne, potem tle smo prispeli potem do teh Cliffs of Moher, ne, oziroma Moherskih klifov. To sicer niso najvišji klifi na Irskem, so pa tako najbolj znani, no, ker so oni začeli s to turistično promocijo že 100 let nazaj in potem je seveda to ratalo in wow, ne. Tle pa tudi zelo piha, ne, zdaj oni so z nekimi evropskimi sredstvi, se mi zdi, so naredili prav tako poti so vkopane v zemljo, tako da ti sam tako glavo moli ven, gledaš ven, ne, da ne bi koga odpihalo, ker tudi ljudi imajo včasih malo čudne ideje, pa pol grejo sem kaj, pa kakšen pade dol, ne, pa je gotov. Tako da, evo, Moherski klifi, res čudovito za pogledat. Tukaj na vrhu tega hribčka se nahaja ena opazovalnica, ki jo je dal zgraditi tam en veljak. Sicer jo odprejo samo občasno, se mi zdi, ima res tako, na tej pečini na vrhu je fascinantno, ne, evo, tle se vidi recimo ta pot na desni strani, ki je vkopana v zemljo, je res taka zelo slikovita pokrajina, ne, in je tudi za turizem je zelo lepo narejeno za pogledati. Torej, lahko vidimo to, vedno, ko pomislimo na Irsko, tudi pomislimo na klife, ne, lahko vidimo, kako gre njihova sistematična ta turistična promocija vpliva na to, da res prepoznamo Irsko takoj po klifih in tako naprej, ne. Da so tako znani postali obiskanje in tako naprej. Je pa res, ne, to je tudi kilometrina, ne, oni so začeli, ko sem rekel, že 100 let nazaj, ne. Recimo tukaj na desni strani slike, tle, ki se vidi ko eno ploščad, tle pod temi stopnicami, tukaj je ena slika bila zelo zanimiva v tem muzeju, ko so imeli mizo včasih, ne. Tle je bila miza in so prišli ljudje sem na kavo, ne, so mogli imeti kar jajca, da so se upali priti na tako pečino piti kafe. Tukaj je pa zdraven. Ja, je moglo pihati pravo stran, pa še kafe se je ohladilo pol. Tako da, tukaj zdraven je ta center za obiskovalce, mi se zdi, da bi bil zgrajen leta 2005, tudi je po celoti vkopan v zemljo, cela dvorana je noter v zemlji, res to se splača pogledati. Imaš isto, kot sem pravil prej, s temi 3D projektorji so naredili, s tem natle izza projektorja imaš še šobe z vodo, tako da ti še vodo prši od zadaj, tipo, da imaš res predstavo, kot da se nahajaš tam na neki te pečini. Ne, res je super za pogledati. To je bilo, kar se tiče teh klifov, potem mi smo nadaljevali še skozi Limerick, sicer, ki nimam slik od Limericka, zanimivo mesto, mogoče za pogledati malo večje, povezujemo ga s tistim Ivanom brez zemlje, ki je podpisal Magno karto, ne, to mogoče za kakšne bolj zgodovina zanima in te zadeve. Potem iz Limericka smo šli pa naprej, dokaj v bližini tega mesta v Brnati. Grad Brnati je pa en najstarejših gradov tam in je predvsem, ker je tak slikovit, ne, je zanimiv za turiste. Pač je tista obramba specialna, ne, zdaj se to nam ne zdi nič, pač tle nek jarek, en most, ne, včasih, ko so se ljudje bojevali, bi se reklo, s sekirom in morda kakšnim topom, ne, če so ga že imeli, je bil luksus, je bilo pa to praktično neosvojljiva trdljava, ne. Tako da ta grad Brnati že samo arhitekturo vzbuja tak mogočen videz, ne, tle ne vem, če se vidi, ima to je visoko enih 5 nadstropij, res prav grad, ne, ko bi ga otroci narisali, 4 stebre in na sredini dvorana, ne. Tudi recimo v teh stebrih, ne, ki jim rečejo oni donžon, so na sredini taka ozka stopnišča, zgrajena v spiralo in je spirala obrnjena v kontraure, ne, se pravi, se dviga v smer kontraure, zdaj zakaj, to je bilo tudi z razlogom, ker načeloma so imeli meč v desni roki, ne, in če šel napadalec ali v smeri ure, no, nema veze. Se pravi, oni, ki je šel dol, ne, oni, ki je branil, da je imel na desni strani v glavnem več prostora za meč, ne, oni, ki je šel gor, pa je bil zaprt, ne, tako da so se že s takimi fintami znali obraniti. Je pa to en labirint enih hodnikov, tako da je zelo zanimiva stvar. Na kaj vse se pomisli, da se niso na poti drugega, ne, seveda, napadli, ampak res, pa tako kot si rekel, ta grad je res takšen, kot bi naj grad izgledal, ne, kot iz pravljice. Pač 4 stolpi obrambni, ne, pravo kot. Ja, na sredini ima tako veliko dvorano, ne, sicer zdaj tle, nisem dal slikca dvorane, in ponavadi kraljev prestor je imel od zadaj tako visoko leseno vzglavje, ne, ampak to samo z vidika varnosti, ne, da ga ne bi kdo šopnil od zadaj, ne, da je imel tipo kojen ščit z zadnje strani, ne, s prednje strani so pa ponavadi pred kraljem zakurili ogenj,
tudi da, ko so prišli pač podložniki, kmetje in tuji, in tako so mogli tam klečati pred njimi in se mu moliti, da ga v bistvu niso videli, ne, ker jih je ta ogenj zaslepel in so potem še s tem oni v bistvu vzbujali to svojo veličino. Ne. Tudi te tapiserije so v tem gradu zelo lepe po stenah. Ne. Tapiserije v bistvu niso stavili oni na zide zato, da ki bi bilo bolj toplo, ne, tipo ko neka izolacija. Maj bil glavno to, da so oni prekrili vso mufo, ne, se pravi vso plesen, nečistoče, ne, dobro so. Če je grd zid, se da pač tepih čez, po katerem bi se šli, ne. Je zanimivo. Potem ta grad je deloval še tam nekje, so bili do 19. stoletja v njem, potem je, oziroma 19.800, potem so se preselili zdraven v nek manjši dvorec, je isto na tem posestvu, in ta grad je potem začel propadati, so ga pa potem na sredini 20. stoletja pač prenovili, tudi streho ima zdaj na novo narejeno, ker so rekli pač škoda, da propada, ne, in je zdaj taka čudovita turistična točka. V bližini tega se nahaja še ta folk park, rečejo oni, no, ko je ena vasica, so pa v bistvu tu replike hiš iz različnih delov Irske. Ne, imamo hišo, ne vem, ki je značilna za zahodno obalo, hišo, ki je značilna za en del podeželja, in imaš tako lekarno, pošto, trgovino, je zanimivo za si pogledati. Vmes se tako živali sprehajajo, tudi je par ljudi, ki je pač prav našemljenih v ta tradicionalna oblačila, tako res, kot da bi šel nazaj v čas, je ta vas. Zanimivo za si pogledati. Okay, in potem recimo še za konec, no, iz tega Bernati Kestla in tega folk parka, tle smo bili skoraj, ne vem, pol dneva, ker je res velika zadeva za si pogledati, ne. Smo potem se odpravili nazaj v Dublin, kjer smo šli v ta njihov nacionalni muzej, se pravi National Museum of Ireland, ali ne vem, kako se mu že reče, no. V glavnem so pa v njem zanimive, v prvi epizodi ne smo govorili o šotiščih in o teh mumijah tudi, ki so bile notri, se pravi, te irske mumije so v tem muzeju, in pa keltsko zlato, ne, cela dvorana je posvečena temu keltskemu zlatu. Kelti so bili mojstri v oblikovanju nakita in zanje so značilne te lunice, ne, se tudi prav se jim reče v latinščini lunae, ker imajo pač tako obliko, to so si oni stavili okrog vratu in to je pa tega ni, ne, zlata tam gor, tako da oni so tu več ali manj prinesli vse z ropanjem in strugovanjem. Je pa res v tem muzeju še potem en del od ladjarstva, takrat, ko smo bili mi, je bila občasna razstava od Egipčanov, to tudi malo iz tujih kultur, je zanimivo, no, pač ti Kelti, tle je bolj od Keltov, no, tam v Dublini, ko smo govorili, je pa bolj za vikinge. Je pa se splača pogledati tudi to. Tako da evo, s tem muzejem smo pol nekako mi zaključili svoje potovanje, se pravi, valjda smo šli še kakšen pub pogledati, ne, to bi bilo nekako to, no. Torej, smo zdaj videli tudi na koncu, no, in že prej, da ti muzeji so res posebni, ne, ki so marsikaj zanimivega za videti, no, dediščine tukaj. Tako kot si povedal, s tem zaključujemo odkrivanje zelenega in bogatega otoka v 2 epizodah. Spoznali smo, geografsko smo spoznali Irsko, ne, torej od podnebja, gospodarstva, tudi zgodovine Keltov, vikingov in tako naprej, tudi glavnih turističnih atrakcij, pa nasploh kako funkcionirajo, no, kot družba, tudi da je bolj sproščena kultura tam, ne, kljub temu, da vseeno govorimo za ene najbolj razvitih držav, ne. Hvala vsem, ki ste nas spremljali v teh 2 epizodah. Zahvala gre tudi tebi, Matic. Hvala za tvoj čas, trud in ti v prihodnje želimo veliko navdihujočih potovanj. Ja, hvala tudi vam za povabilo, tudi jaz želim vsem popotnikom, naj uživajo na potovanjih, naj se naužijejo s tem, kar grejo pogledati in to, tako da evo. Verjamem, da smo tudi koga zdaj motivirali, da je korak bliže k uresničitvi potovanja po Irski ali pa vrnitvi tja. Drugače bo pa ta epizoda kot prejšnja ponovno ogled na YouTube kanalu Popotniškega združenja in v obliki podcasta na temu namenjenih platformah. Veliko potujte in se vidimo. Bon voyage. Čau.